Če rečem, da smo vsi veliki ljubitelji njegovih tako gledaliških kot kantavtorskih del, rečem premalo. Vsak od nas in vas, ki poslušate ali gledate na YouTube, si je zagotovo kdaj zapel kakšno njegovo. Mi smo izredno počaščeni, da nas je obiskal. Ste pripravljeni? Ja. Iztok Mlakar, mama mia. Je za zaploskati. Dobro jutro. Kaj mi že? On tako zelo skromno, mi smo bili vsi, še posesali smo prostore, razumeš, da bomo pokazali, kako smo mi tudi pridni. Posesali, pospravili, Ja, res smo to naredili. Res smo ful veseli, ja. Ni bilo treba, ne, zdaj je meni nerodno, reče, da je radio, Da se ne vidi. Ampak končno smo vas dobili v studio, mi smo si ful želeli in znamo biti kar ustrajni, ne? Znamo biti ustrajni. Ja, ne, sej, prijazni, moram reči, prijazni. Hvala lepa. Živce kokjetne imate. Hvala lepa. To mislim, da je direkt kompliment manci. Meni pa. Ja, Hvala lepa. absolutno. Ma ne, pač, če si nekoga tako želiš, ga pač počakaš, ne? Dobre stvari se čaka, pravijo. Ja, tako. sediš. Kdor čaka, dočaka, In smo prvo se dočakali. načaka. Ja. Oboje smo dočakali in se načakali. Ja, tako je, no. Res Te je. pravim, da v fizikalnih teh zakonitostih ne može biti na dveh koncih najbotne, tako da je To je razumljivo. Vse vam je oproščeno že zaradi Hvala, tega, hvala. ker vemo, da ste povsod. V bistvu glede na to, da v bistvu ne vemo, če bomo še kdaj imeli to srečo. Ne coprat. Dajmo začeti na začetku, ne, Ok. brez copranja. Dobro, rodil sem se, ne. Študirali ste na AGRFT-ju. Ego. In za njega velja, oziroma za njih velja, za ustanovo kot takšno velja, da ima zelo težke sprejemne izpite. Ja. Pa me zanima, če se spomnite vaših sprejemnih, ste mogli kaj takega posebnega narediti, početi, mogoče celo kaj od recitirati, deklamirati. Večer prej sem šel balinat. A to Za je bilo... sprostitev. Ma ja, ker sem bilo več dni tega. Več dni balinanja. Ja, jaz sem bil prepričan, da nisem naredil. Sem se že pripravil. Pol sem videl, da sem na tistem seznamu, oni, ki so naredili. Za igro ali za režijo tudi? Ne, samo za igro. Samo za igro. Ampak a se spomnite, kaj ste mogli početi? Vem, da jaz imam tudi prijateljico, ki je šla na sprejemne in so to strah in trepet sprejemni na AGRFT-ju, ker je treba izrecitirati pesem za nazaj, potem Ja, pa dobiš tam nekaj, pa se moraš popoldan tisto naučiti, pa... naslednji dan povedati, zvečer isti dan. Ja, pri nas so bili kratki izpiti, ne kot zdaj, ker imaš že več časa, kar je prav, da se vzame več časa. Pri nas so se vzeli samo tako, da so povahali časi, pa so te vzeli v letnik in pol si imel, tisto je bilo groza. Mi smo bili zadnja generacija, ki je imela selektivne izpite. Torej, ko ste že bili not. Ja, že noter, po prvem letniku so ti lahko rekli, oprosti, nisi za to. Torej, dejansko si lahko celo leto zgubil, ste zgubili eno celo leto. Dobro, bojiš, da zgubiš na leto, ko da zgubiš celo življenje. bi rekli. To je že nekaj. Se strinjamo. Če se usedeš toliko napačen avtobus, je neumno, da se vozi do konca. Ne? Je res? Dobro. Ja, no, vem. Rajši do Črnega kala, kot do Maribora. Ja, takrat se nam je zdelo to grozno. Ne? In seveda se ti zdi kot mlademu človeku nekaj groznega, če dobiš zavrnitev, ne? To je sanje končajo. Po drugi strani je pa le prav, ne? Da se le določi, ali si, ali nisi, ali imaš. Čeprav potem, ko si sprejet, tudi če te akademija lepo prebavi, ne, celo prevoljni s tebe. Ne, če nadaljujemo. Je še zmeren, če hočem ne samo to, Ja. da je še zmeren problem v tem, da ti ni dovolj, da imaš talent. Moraš imeti še talent, zato da imaš talent. Dobro. In tega moraš, tega pa ti akademija ne zna najti. In To vi, vidiš šele kasneje. in vi tudi imate talent v obeh pomenih, ker čez življenje ste že prejeli Ježkovo nagrado, ste prejeli Viktorja za posebne dosežke, nagrado Prešernovega sklada, pa potem tudi zdaj 2018 Zlato piščal za življenjsko delo. Tako da teh nagrad potrditev vašega smrt se talenta. približuje. Ma ne, če pogledamo, torej, vi ste dobili potrditve vašega talenta, torej je še kaj takega, kar bi želeli doseči, pa naprimer niste? Sej talent, konc koncev, dajmo povedati po pravici, ni. Ne, talent za imeti talent je to, da imaš talent za to, da se lotiš delati. Delati, ko se spodobi. In ko dobiš po glavi, kot je rekel Boris Kavalca, ni važno, kolikrat padeš, važno, kolikrat se pobereš. In boli na koncu
Boli še naprej. Boli še naprej, ne, samo navadi se živeti. Se navadi živeti, ja. Samo v tem je stvar. Tudi to je tako kot stremo, ne. Trema pravijo, da so metuljčki, ki letijo po želodcu, ne. In z leti So še vedno, samo jih naučiš, da letijo v formaciji. Bravo. To je to. Sicer pa bodi si gledališče in glasba, obe deli, obe te smeri sta se globoko usidrali v srce slovenskega občinstva. Kako ste pravzaprav začeli svojo kariero kot kantavtor ali pa kot igralec? Kdo je bil Iztok Mlakar predtem? Kantavtor, tako hrda beseda. Ne, je lepa. Jaz sem avtor, ki je prišel na kant. To sem že prej, ko sem prišel na akademijo. Samo Mef je to krasno povedal, kako smo nastali, mi kantavtori. Slabo smo znali igrati kitaro. Zdaj, kitara je bila en možen element, atribut, da tega se ga pa zanima za tebe. Včasih so bili ti cajti, zdaj ne vem, s internetom tega ni več. Včasih, ko si prišel s kitaro, si postal center, ne. Zdaj, če nisi lih ne vem kako igral, si probal kakšno besedo dati še zraven. Jaz še zdaj znam samo 2 akorda, še ti za kaj bolj zapleten. In tako, to je moje znanje kitare. Ampak z jezikom pa se je nekako. In potem je tako počasi ratalo, ampak seveda ne veš od začetka, kaj bo. Loti se nečesa in se odloči za eno pot. In ne smeš misliti na cilj. Se pravijo, da tisti, ki hodijo na Everest, ne smejo gledati gor na vrh, morajo gledati pod noge. Da vidijo, kaj ne vidiš, koliko te še čaka. Ja, in tudi zato ne veš, kam boš prišel. To je res. Kje je cilj? Je tako, ne? Ja. V redu, jaz bi dal krtko potem eno kantautorsko. Mario Špinel uživo na Radio Capris v intervjuju z Iztokom Mlakarjem. Dobro jutro. Jutro. Mario Špinel na Radio Capris v četrtkovem jutranjem intervjuju. Iztok, Mario Špinel, je to neke sorte vaš hit? Je to ena od tistih, ki ljudje hoče največkrat slišati? Pojma nimam. Itak ne delam tako, kot vi na radiju, da bi vedel, kakšna glasba po željah. Pa tudi med nastopi ne vprašajo? Ja, vprašajo. Jaz smo navadili nastope, zmeraj delam po svoje, ni glasba po željah. Pač je tako v bistvu, ko prej bi rekel, ena komorna predstava. Ja, še vmes dosti reči takih. Probam v bistvu na koncertu povedati to, kar ne moram povedati preko plošče. Zdi se mi malo podcenjevalno za publiko, da bi samo reproduciral tisto, kar je že posneto. Me zdi, kot da premalo naredi. Torej je potem neka zgodba tudi z vsem tem. Absolutno, je zgodba z vsem kopi. Ja. Sicer pa so pesmi nasploh polne humorja, to vemo, pa satire, pa družbenih komentarjev konec koncev. Polne pa so tudi živih likov in zgodb, kot mogoče ravno Mario Špinel, ali pa Ivo Balila. Kako razvijate te like in zgodbe? Sej to je v bistvu, bi rekel, igralsko-komedijanski refleks. Ti moraš človeka začutiti, poznati nekako. Torej Mario Špinel obstaja? Ali je bil zrezan na tanko kot mortadela? So zmeraj liki narejeni z elementov več. Ti se moraš, če češ resnico povedati, v umetnosti se moraš zmeraj malo zlahati. Ja, tako je, da narediš resnico bolj resnično. In pol reče, ta je pa resnična. Ma ne, nisem se jo malo zmislil. Ampak tako mora biti. Treba nekaj dodati. Nekaj malo sebe. Če hočeš povedati dobro zgodbo, jo moraš malo začiniti. Ja, začiniti, narediti po svoje. Včasih so resnične, da tiste zgodbe tudi take, da če bi povedal prav take, ko so bile, rečejo, mačakaj, da si malo pretiraval. Ne, nisem. Ta je resnična. Alora, včasih se niti ne doda, ampak se da mogoče tudi kaj vzame. Tudi kaj vzeti, pa oblikovati tako, kar je že pred 2500 let je napisal Aristotel, ne more biti, ne. Tako da, proba naj človeka, dostikrat je njegov jezik tisto, kar ga označi, kar je njegov označevalec. Ja, nek karakter. In iz tega vam
dobiš njegovo razmišljanje in iz tega pride ven njegova zgodba. Okay. Ok, Alora, mi vas itak poznamo po temu, da pišete v primorskem narečju, včasih tudi je cerkljanščina vmes, ampak Tudi dulensko, hurensko, variško. se bolj počutite, da lahko izrazite sebe skozi narečja kot... Ja, tako je, ne, se zdaj, mogoče bo kdo jezen na mene. Problem pri knjižni slovenščini, vsak jo jaz vedno čutim, je to, da, ko rečejo Angleži, native speaker, nekoga, ki se je že rodil s tem jezikom, da ve, da je jezik, ki se govori nekje v nekem kraju, ne, tega v knjižni slovenščini ni. Knjižna slovenščina je narejena tako, da so ljudje dali glave skupaj in rekli to ja, to ne, to ja, to ne. Bi lahko rekli malo umetno. Ja, je čudovit jezik. Pišem tudi v knjižni slovenščini in je krasen, celo lažje je, ker ima tak nabor izrazov čudovitih. Je krasen jezik. Samo, kadar pride interpretacija, še posebej recimo komedijanska, ki je ta deli se mi nisem rekel nič. Ampak še zmeraj je smo zastopili kaj sem hotel, ta dimenzija malo manjka, ker je drugačen. Lahko rečemo, da potem pogovorni jezik ima več patosa, več življenja, bolj malo manj sterilen. Sej pravim, knjižna slovenščina je fenomenalni jezik. Ja, je lepa, ja. Res lepa. Smo lahko, veseli, da imamo tudi pesniški jezik, je zelo lep. Samo, kako bi naj dotika, ko delaš ti komedijo, drama, oziroma tragedija, kaže ljudi take, kako bi radi izgledali. Taki resni, v boju za svoj prav padejo žalostno, v boju z usodo. Komedija kaže ljudi take, kot so. In zato so smešni. In zato so smešni, ker dobro, recimo ti teoretiki komedije pravijo, da tragedija kaže človeka od pasu gor, komedijo pasu dol. Ker so organi, ki vemo, ne? Gor so srca, pljuča, obraz, ne, na spodaj. Kar hrani vse to od zgoraj. In tako da je samo zaradi tega, povsem se tudi po enih zakonitostih naj bi uporabljala komedije bolj lingua franco, kot knjižni. Čeprav, mislim, nikoli ne rečem nikoli, da zdaj krat me je ratalo in verjetno bom se tudi tega lotil, nekaj v knjižni slovenščini. Jaz bi se za trenutek ustavil pri vaših koncertih. Ti so pa tako precej edinstveni, za ožjo skupino ljudi, precej tako intimni. In pač iz tega povlečemo, da radi nastopate za manjšo število ljudi. Pa je mogoče pod vprašanje, vas nikoli niso mikli neki večji odri oziroma mogoče kakšna taka večje prizorišče, recimo? Sej, to sem kdaj probal. Samo, to ni ne vem kako čudo, temu se reče preprosto komorna scena. Kako tudi v gledališču imaš komorno sceno, se pravi za določeno število ljudi, s tem, da je potem seveda stik dosti bolj intimnejši, dosti bolj močen, tudi interakcija. Lepa beseda. Ne zastopim, zakaj se rema rad uporabljam, ker prav zdaj inteligenten. Interakcija med publiko, vzajemno delovanje je v taki sceni. Torej, če ni tega, v bistvu vas niti nekako stvar ne privlači? Ne vem, meni se zdi, da tudi, recimo, pred obiskom mojega koncerta sprašuje, zakaj tako delam, noben več ne vpraša. Dobro. Tako da, pa tudi sam dobivam pol seveda, če bi samo odjamral svoje, kar je na plošči, to mirno gre v veliki dvorani, lahko gremo kamorkoli, ni problem, samo pa se mi zdi, kakor da... Da daste premalo, kot ste prej rekel, ne? Torej, da hočete dati nekaj več, kar je na plošči ni dejansko, ne? Tako. Sicer ste mogoče kdaj s svojimi deli, svojimi mogoče komedijami ali pa tudi z glasbenimi deli koga užalili, da se je kdo našel v vašem besedelu in je rekel, isto, kaj to si mislil name? Ja. Je prišel. Ja.
No, recimo, ko smo govorili o Mariju Špinelu, in 6 se jih je najdel. Celo Benedeti so se pisali eni. Ampak teh jih je bilo, ne. To v bistvu bi lahko se preimenovali v Mario te Špineli pesem, ne? Ma kaj si na mene pisal? Ma ne da bi bili jezni, ne, ampak si mene mislil, ne, čakaj, ko prvo to še ni povozil vlak, da se pravi, ne. Bilo so tudi primeri, ja, da recimo, da so mislili, da nekoga konkretno mislim. Je pa zmeraj tako, da ni, da tisti človek je vzetnik, je iz ene sredine, ampak je moj. Torej samo vzvod. Je moja zgodba, je moje grozno besedo, sporočilo. Če bi delalo na sporočilih, bi delalo na pošti. Se mislim, da boste šli v interpretacija. Ne, dobro, ker v bistvu vsaka zgodba ima tudi zelo, zelo konkretne like, ne. Ja. Štefana in Bertolin, je Ivo Balila, je Mario Špinel, je kar nekaj, ne, tako v tej diskografiji. Okay. Jaz bi dal še eno skladbo in potem se vrnemo k pogovoru z Iztokom Mlakarjem, končno v našem studiu. En glas vina mi dej. Le enega bi si lahko tudi mi privočili, ali je prezgodaj še? Ma nikoli ni prezgodaj. Kam pridemo do večera? Četrtkov jutranji intervju se nadaljuje. Na Radio Capri se z nami Iztok Mlakar. In ravno kar je mimo 17. obletnica premiere vaše predstave Dohtar pod mus. Ja. Ja, ki je bila 23. maj 2007 po naših podatkih. Manca je to dobro zbrskala? Ja, res je. Kaj bi si pa vi v bistvu želeli, da torej odnesejo? Nekaj smo mogoče malo že omenili glede tega. Seboj po poslušanju vaših nastopov, vaših pesmi, vaših predstav. Kaj vam pomeni? Zdaj, kaj bi morali oni odnesti? Prvo ko prvo... Verjetno nekakšnega stola, no, mislim. Ja, ne vem, kaj je odgovor. Vam je bolj pomembno torej to, kar vi predate, bolj kot to, kaj oni odnesejo? Seveda morajo oni odnesti nekaj, če ne drugo se mora imeti fajn. Če to je zadosti, mislim, več kot toliko ambicij nimam zdaj, da bom jaz preosajal ljudi, da bom mučil, kaj Bog hvali. Že zase nisem pameten, pa za druge. Ne, ampak pač pripovedujem štorije, se ljudje so zmeraj hodili štorije poslušati in to je to. To je važno torej. Ja. Okay. Da se imajo ljudje fajn, to je v bistvu še največ. Ja, še eno tako težko vprašanje imamo zate. In sicer, verjetno bo zelo težko izbrati, ampak če bi res morali, me zanima vaša najljubša pesem, pa mogoče vaše najljubše gledališko delo. To je tako, kot da bi vprašal, kateri otrok te ne bo. Sem veril, da bo tako. Ne moreš, vsak je ob določenem momentu. Ne, vsaka ti je všeč. Ok, lahko vprašamo tako, v zadnjem času naredil največji vtis na vas mogoče. Ama moj ali? Ja. A moj? Ma vtis, mislim vtis. Se pravi, vsak otrok ima svojo zgodbo. Vsega otroka veš, kako si, ne? Ja je ratov, kako se je rodil, kako se je bil zraven, tako da res tle ne bi. Ker tudi so momenti, kad je to so momenti, kad je uno, ne? Pa čez nekaj časa ne veš nekaj, kad se že pozabil, pa se tudi... Dobro, če damo pod vprašanje Ljažo, zdaj smo govorili o vaših pesmih, kaj pa mogoče od drugih, koga najbolj cenite, koga najbolj... Vam je dosti, se znam dolg. Ojej, ne bi začel. Ker bi naredil sigurno krivico. Bi koga pozabili, verjetno, ne? Praktično vsakega, ki sem v tem poklicu spoznal. Moram reči, da je svoj, samo svoj... K temu mozaiku. Vsi v bistvu ti kantautori. Italijani imajo lep izraz, canzone d'autore. Canzone d'autore, ja. To se pravi, pesem z... Pri nas je bila že inflacija, smo dali vse v eno besedo. Ja, to je, da imamo. Prišparamo. Dobro, se tudi imajo kantautori tudi pol. Ampak, če reči to, da vsak od teh je svoja zgodba. Kot on, o čem govori, kaj je zgodba, tak človek, kantautor. In tako da vsi so svoji, vsi so
govorijo o enih rečeh in vse res izjemno spoštujem. Sicer vi še vedno igrate, ko sem vas klicala in sem vas vabila sem k nam na intervju, ste mi rekli, da ste marsikdaj v Mariboru, da igrate še vedno vašo predstavo Tuto Šomato, Ja. ki je sicer nastala leta 2019, ampak zdaj prihaja pa nekaj novega. 13. junija, to je ta datum, ki si ga morate zapomniti, ki si ga morate zapisati na koledar, zaradi tega, ker takrat bomo lahko v Auditoriju Portorož premierno videli komedijo Pegule. Ekola. Sicer je to komedija v tradiciji komedije dell'arte, ki smo jo že prej omenjali. Ja, da ne bo nesporazuma, ne bomo nosili usnjenih mask na plači. Ja. Gre se za to, kar pomeni dell'arte, pomeni poklicna komedija. Komedija, ki jo opravljajo ljudje, ki to znajo, ki to delajo profesionalno. Ne, se pravi nekdo, ker ni vsak igralec za komedijo. Komedijo igrati ni lahko. Vsi mislijo, delate komedijo, se pravi počivate. Kar mi je. Ni tako. Mogoče celo težje. Ja. Zaradi tega, ker sem vas prekinil. Nič hudega. Zmeraj pri komediji je en element, ki ga ne moreš predvideti in je konstitutiven za predstavo. Vsak večer znova. En čisto svoj igralec, soigralec. In to je publika. Na publiko moraš ti računati, na publiko moraš biti pripravljen in recimo druge predstave lahko mirno, take bolj tendenciozne, da rečem, ali nekako bi rekel resne, ne? Se lahko študirajo 2 meseca, v 14 dnevih odigraš, če še kako gostovanje in pole festivali, In konec. Medtem ko komedija je tako kot tisto tako težko taninsko vino, ki zlijeti, dobiva in s ponovitvami dobiva svojo patino in svoj gust, spreminja okus in je živ organizem. No? In pri komediji je treba jo predvsem igrati. Ampak ta komedija dell'arte, jaz sem malo brala o tem, ampak je res, da v bistvu je tukaj ful dela na improvizaciji, da ni toliko napisanega besedila. Imate besedilo napisano ali ne? Ja, besedilo je napisano in to v verzih. In vedno so govorili o komediji dell'arte, kako je to ogromna improvizacija. Pa kaj je improvizacija? Improvizacija je najbolj naštudiran del predstave. Improvizacija je, ko ti improviziraš, lahko improviziraš, če recimo imaš za pol ure improvizacije, moraš imeti 3 ure materijala, s katerim se lahko igraš, da lahko temporiraš na publiko. Jasno, da niso mogli vsega improvizirati, jasno, da je bilo ogromno naučenih stvari. To je en pojem, ki sem reče laco. To se pravi, je nekaj, kar je naučena stvar, virtuozna bravura, ki mora biti natančna, tako telesna ali pa besedna, in na to so se zanašali, če recimo improvizacija zašla, ker pri improvizaciji je tak dan, ko je danes in ti ne boš naredil nič. Se lahko spet rešiš s tem lacom ven in rešiš celo predstavo. Nisem mislil v tem smislu, da je improvizacija, ne bomo improvizirali, stvar je zelo natančno naučena, ampak glede na publiko, glede na njihovo reakcijo, seveda, se stvari iz predstave v predstavo spreminja. Torej dejansko, tudi če gre nekdo večkrat gledati isto predstavo, bo vsakič malo drugačna. Mimo grede, jaz nekaj malega improviziram, 2-krat, 3-krat, tako da, ja, seveda. Se splača pogledati tudi večkrat, to je tudi point. To je point, ker lahko vsakič malo drugače. Mogoče, jaz vem, da prejšnje predstave so hodili gledati večkrat ljudje, ki so besedne igre noter, ki jih prvič mogoče ne spregledaš. Pol pa, tako da so recimo, sem slišal že kdaj pri predstaviti, so se že naprej, lej, pazi zdaj to, kaj bo zdaj, tako da je... To bo težko napovedljivo, torej v Pegolah. Allora, Republika Palma de Coco je na naši playlisti, pa dajmo jo poslušati in potem se vrnemo k pogovoru. Republika Palma de Coco.
čeprav izserima na marsikaj drugega, nekemu napisu tle, ki se ga spomnim, ne vem zakaj bežno se spomnim nek napis tle na neki zgradbi ob cesti, če se pelješ, ampak pustimo sta, to je nekaj Ja, to je bilo pač to, ja. To je tudi zgodba našega. Ja. Kje ljudi. Sem bil tudi jaz presenečen, ker sem prvič videl pred tolikimi leti. Je bilo presenečenje. Ok, v glavnem, vi pravite Pegula, jaz, Pegula ti, Pegula smo vsi. Kdo ali kaj je vam Pegula zadnje čase največja? Ali je vedno enaka? Pegula, človek si rad reče sam sebi, da je Pegula zato, ker ne zna prekiniti verige nesreč, ki se mu dogajajo. Ja. Dobro, če te povoziš leper na prehodu za pevje, enkrat dovolj. Katastrofalna Pegula si, ne. In to obe na dnevo in še trezne. Ampak če pa se ti ponavljaš eno stvar in se ne znaš iz tega izvleči, je potem seveda bi bil kakšen drug izraz bolj primeren, kakor Pegula. Ampak ljudje mislijo, da je nekaj drugega krivo na to, da se jim, da ne more ne spremeniti. To je Pegula. Dobro, začne se seveda z dvemi Pegulami oziroma žena pravi, da ona ni Pegula, Pegula je ona samo z možem nima sreče. In tako se začne cela ta štorija, začne se pač tako, da prijeta dva par, mož in žena, po tem, ko so jih deložirali, prijesta v eno hišo visokega cenovnega razreda, ki je prazna, zato ker se hitro zaradi enega neznanega razloga je zbežal lastnik. In ona je pa tam čistila prej, tako da ne zmrzneta, ker je, ko zdaj piše vseh kriminalka, ker tu je tudi kriminalka. Ne, seveda. Ravno notte buia, tempestosa, bila je temna in viharna noč, sva rajne dunkle und šturmige nacht. Vseh jezikih, seveda, ja. Tako se začnejo kriminalke. In da ne zmrznete, pridete tam noter in tam se zgodi vse to, kar se je. V enem majhnem prostoru se spomnimo lahko na vse, kar se je vodilo slabo in hrdo v zadnjih 30 letih. Sicer pa Pegule, režija Vito Taufer, kdo bo z vami na odru? Moja žena sta dve, imam poligamijo, bigamijo, sta Vesna Pernarčič pa Marjuta Slamič, potem so Morilca, lahko povem, da je Morilc. Ja. Se lahko nekaj, ponavadi, če igraš kriminalko, recimo, ko smo igrali kritiki, prvo, kar so povedali, takoj v kritiki, kdo je Morilc, kar je bilo seveda zelo primerno. Ampak v tem primeru se lahko pove Peter Harl, potem Ilja Ota in Urška Taufer, pa sta par, ki prijeta. Kasneje ostalo pa ne bom več kriminalka. Treba nekaj pustiti skritega, za 13. juni. Sicer pa vi ste poleg AGRFT-ja se malček ukvarjali tudi s pantomimo. Povejte nam kaj več o tem. Kaj so vam dali kdaj karte od Aktivija? Istok, ti si delal pantomimo, si se ukvarjal s tem. Zmaga vedno na Aktivitiju. Ker to ni to, kar mi mislimo. Nima pojma, kaj to. To so tiste kartice, ki vam dajo, ki morate potem vi nekaj oponašati, kar piše gor. Ja, družabna igra. Ne, to res pa nisem... Aktivna taka za družabna igra. In pol te moraš pantomimo kazati. Tako. Ni te sorte pantomima. Se je točno to, da ne bo kdo zamešal. Ne, to je čisto ena druga stvar pantomima kot taka. V bistvu je zelo enostavno. Ti si v praznem prostoru. In zdaj ponavadi v življenju od vzroka sklepaš na posledico. Pantomima pa dela rih obratno. Pokaže posledico. In pol ti v bistvu sklepaš o vzroku. Sklepaš, kaj je. Ti pokaže posledico, nekaj te je udarilo, nekaj te je, in ti sklepaš, da je pes tam ali pa da... Tako da v bistvu pantomima je način, kako pričaraš cel svet, ne da bi rabo strašne stroške za rekvizite in scenografijo. Ampak vam je to tudi pomagalo verjetno pri boljši igri, ne? Ja, tip igre je drugačen. Mojster Valdez, pokojni, je učil nekaj časa tudi na akademiji, mislim, da je 10 let, jaz sem ga zamudil, tako da sem šel pol kasneje, že ko sem
končal akademijo, ker sem že delal redno, imel že familijo, da sem hodil v Ljubljano k njemu. In moram reči, da je bilo za ta tip igre, za komedijo, da je zelo dragocen. Pa tudi drugače, ker je neko zavešča telo v tem smislu, da ve v vsakem momentu, kje je, kako je. In tako ena taka zanimiva zvrst umetnosti je, ki je pravijo, da že nekam pase, ampak meni se zdi že vedno. Ja, mislim, da lahko narediš aktualno tudi. Ne, po Marcelu Marceauju ni več takega buma, ne. Ampak vseeno je še zmeraj zelo. Imamo še eno vprašanje, pa ne ga vzeti zdaj preveč filozofsko, po mojem je tako bolj na prvo žogo. Kaj bi Iztok Mlakar povedal 20 let mlajšemu Istoku Mlakarju? Mislim, da bi ga tepil. 20 ne, mogoče 20 ne, še mlajšega je, ker si je delal probleme, kul vsi mladi ljudje tam, ker jih ni. Tako da ni zdaj. Ampak prav ti za mladega mulata pa... Bi ga dal še na svet mogoče, ali pa... Ma tako je, ne? Človek se spreminja, ne? Zdaj tisti mulo, ki je bil takrat, ni isti, ko je zdaj, tako da vsak mora iti po svoji poti. Bi tisti mulo sploh poslušal tega? Mogoče, če tisti mulo ne bi bil tak, ne bi bil zdaj ta starc tak, ko je, ne? Tako da, ne vem, pameten za druge, pa tudi za sebe mlajšega, ne moreš biti, je zelo delikatno. Sej eno pesem o tem ste tudi napisali, neki se zaključi z Ben Mulo, če si me kaj poslušal, ne me poslušaš, je najboljši na svetu. Zdaj gremo še eno igrico, smo proti koncu našega intervjuja. Za konec gremo igro ali, torej samo eno lahko izberete od dveh. In smo želeli nenamerno, mogoče tudi malce glede lokacije, komu bolj pripadate, kaj vam je bližje in tako naprej. Zato bom vprašal prvo. Refošk ali Teran? Odvisno kdaj. In odvisno od koga, verjetno, od kompanije. Odvisno kaj zraven za jesti. Tudi to je res. Malvazija ali zelen? Malvazija. Mortadela ali pršut? Ta je težka. Ta je težka, ja. Ta je Isto, vzami si, če ni preslan. Pršut, če ni preslan. Ja. Okay. In mortadela, če je rezano na tanko, verjetno. Ja, če je rezano na tanko, če je frišen kruh. Evo, bravo. To imamo vsi isto. Okay. Bobiči ali goveja župa? Ne smo se tu rad. Ne me zdaj zahteva delati Hamleta z mene to. Nekaj, če bi zdaj mogli izbrati in vam dajo na meniju bobiče... V tem primeru zdaj v tej uri bi sigurno bobiče. Ekola. Okay. Briškola ali Tršet? Briškola. Radio ali televizija? Nič. Gledališče. Gledališče verjetno ne. Ja. Radio je fajn. Radio se mi zdi fajn zaradi tega, ker je... lahko ga poslušaš tudi, čeprav po drugi strani spet je, niti zavedaš se ne, da ga poslušaš. Včasih in pol ti kažeš na stvar, tudi prije notrski. Jaz sem tu že slišal. Ja, se dogaja. Ja. Zdaj pa po mojem ena najtežjih. Denar ali slava? Nič. Me ne zanima. Delo. Delo je lepo. Ustvarjanje. Ker če bi delal zaradi enega ali zaradi drugega, si falil. Poklici so pač taki, da ga ne delaš zato, ker bi zaslužil denar, ker ga ne boš dobil. Ga ne delaš niti zato, ker ti v veselje, ker ti čez nekaj časa ne bo. Nije službe, da ne bi enkrat rekel, Bašta, ne? In to si povem, ki je mestijerde. Iz tega bo še pesem? Ne, že. Sem pa poznal vsi v teatru, da zmeraj, ko pride. Je prišel Istok. Ko se povem to. Ampak, če preprosto se ne počutiš dobro, če tega ne počneš, tega ne moreš delati. In se ti zdi, da živiš samo, ko to počneš. Druge izbire nimaš. Kot nekako, če bi želel jaz to svojimi besedami pisati, je recimo, ko mi rečejo za glasbo, ne? Ja, pa ti bi mogel to. Tudi to počasi postane malo težko, ne ustvarjati glasbo ali pa delati v studiu, pa muziko in tako naprej, ampak vem, da tudi če tega ne bi recimo hotel početi, bi nekako mogel, ker te vleče pač naprej čisto organsko. In je zmeraj tako, kot ti maratonci, ne, ki tečejo in pravijo, en mi je pravil, da maraton ni nič vreden,
če ne rečeš na koncu, evo, ta je bil pa zadnji. No, tako je tudi, ampak ne morejo nehati. Maj pil, ne morejo rečeš nehati, nikoli ker je več. preveč noter tega. Ja. Ne, preveč je vložene energije in način življenja. Ja, tu je nekega zadovoljstva konec koncev na koncu, ne? Meni je zdaj še pred koncem prišlo še eno vprašanje. Večkrat sicer rojeni v Postojni, ne? Večkrat Samo rojen. Samo rojen in bašta, ne? Izhajate veliko krat iz Italije. Omenili smo komedijo dell'arte, izven etra smo se tudi v Italiji pogovarjali. Tudi imate izraze italijanščine. Tega je v trenutni generaciji vse manj. Ja, ne da bi. Meni se zdi ta kraj, to naše področje fenomenalno, ne, ker je v bistvu ena tektonska prelomnica. Ja. Tektonska prelomnica med romanskim in slovanskim svetom. Od tle naprej pa tja do Santiago de Chile je romanski svet. Ja, torej. Od tle na vzhod do Vladivostoka je slovanski svet. Tle se pa ta dva svetova srečujeta. In je pravijo pri tektonski prelomnici, ki je najbolj rodovitna zemlja. Tako da meni je samo prišlo, da sem gledal čez mejo, čeprav ta meja na srečo bila zmeraj taka prosojna, če odštejem družite in carinike. In tako da to imamo veliko, velik privilegij. Ja, da italijanščina, fajn je, Wittgenstein, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Zdaj, tam, ker ljudje govorijo dva jezika ali tri, tako da se znajo pogovarjati, za čas Arenca Avstrije so morali v Sokano govoriti na 5 nemško, italijansko, furlansko, slovensko, tako da 4. In tam se stvari dogajajo, tam, kjer je več kultur, v sobivanju. Oprosti, Žiga, tega še nisi omenil v etru, ampak dej povej, koga si ti videl v Istoku, ko si gledal njegovo predstavo Toto Šomato? Ja, to sem mu tudi izven etra povedal. No, vsi mi naštejo kakšne italijanske komedijante, ki izhajajo itak iz komedije dell'arte. To je en tak način, zelo hiter, kako bi rekel, v bistvu igranje komedijantov dell'arte, njihova igra se ni dosti razlikovala od resne igre komedij française, razen v nečem. Čustva, razpoloženja so bila resno zaigrana. Čutil se, nisi jih fingiral, ampak zelo hitra. In tako deluje potem tudi komika. Ko ti iz joka hitro preideš, iz smeha hitro preideš v jok, je komično zaradi tega, ampak to ljudje naredijo. Samo naredijo v daljši časovnem obdobju. Če pa ti to skrčiš, vidiš, kako je butasto. In tako deluje tudi komedija. Tako da ja, je, en mi reče tega, en mi reče unga, na koncertu spet enega tretjega, ampak to je ta mediteranski Pa se mi zdi, da to cenijo v Sloveniji, ne? Ker imam občutek, da iz našega cenijo, območja... me ne priznajo. Mi Slovenci zmeraj imamo do kulture en tak čuden odnos, ne vem, kako bi rekel. Če ne trpimo malo zraven, ko konzumiramo kulturo, če nas ne boli hrbet, pa na koncu, ker je predstava tako dolga, ali pa se dolgočasim, ker že petič gledaš eno isto stvar, imaš občutek, da nisi kulturen. Ja, da ni to. Kulturni užitek pri Slovencih je oksimoron, je duhoviti nesmisel, ne obstaja to. Ne, moraš trpeti malo. In to se nisem nikdar strinjal s tem. Zdaj sem zmeraj gledal, tu ne more biti res. Tu taka rdeča nit je, moraš malo trpeti v življenju, če ne živiš. In če si fajn trpel, pa še rekel, širno beži pogled. Zdaj se še ti malo zaprtni, jaz sem se že. To je pa taka slovenska, ne? In tako imajo uspešnice ene sorte, ne? To je bilo zadeto zdaj. Je tako, pri nas, ne vem, verjetno zato, kaj sem, po eni tradiciji to smeh vežemo skupaj z užitkom, z grehom, ne vem. Čeprav po drugi strani, noter v nas je zmeram želja po smehu. Ma je tako? Nikjer v Sloveniji, da bi bilo
da se ne bi režali ali da ne bi uživali v tem. Se pravi, pol ne bojo priznali. Ampak takrat pa je, te sproščenosti nam manjka. No? Zanimivo mi je to, kar ste zdaj omenili, in sicer, da je smeh vedno povezan malo z grehom. Jaz se zdaj spomnim, moje none mi je ravno kapljala na misel. Ona je vedno rekla, kaj se smeješ, kaj se tako na glas smeješ, kaj se smeješ. Je tako, kaj me ne smeš tako na glas smejati, kaj se smeješ. Ma se je smejala ona? Ne, ona se je prva smejala, potem začela jaz, je bilo vse narobe. Tako? Je tako. Ega, to je to. Ja. Zelo smo zadeli v bistvo, ker namreč imamo vsi občutek, da se ravno ta prelomna tektonska plošča na tem območju razlikuje malce z eno stranjo in z druge stranjo. Ampak mi smo torej biser in en od teh biserjev je nastal na tej zemlji in to je Iztok Mlakar, ki se mu zahvaljujem za ta obisk našega intervjuja. Spomnimo pa na predstavo še enkrat. Tako je, torej spomnimo na predstavo, ki jo bo premierno Iztok imel v auditoriju Portorož, in sicer je to v četrtek, 13. junija ob 20. uri, predstava Pegule. Take Pegule smo mi, da niti 13. niti ni petek, je četrtek. Res ne rata niti ena. Jaz verjamem, da ta predstava bo ratala, kakorkoli obrnemo. V glavnem, vstopnice so v prodaji in torej, brez neke reklame je že pol prodanega, tako da tisti, ki nas posluša in ima namen iti, dejte čim prej poklikati, da si zagotovite svojo, ki če ne, bojo šle. Najlepša hvala še enkrat, Iztok, za čas. Mi smo izredno počaščeni in že komaj čakamo naslednjič. Hvala vam za povabilo. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capri. Dobro jutro.